Brnčičev sem, pa sta spet škripa. Se ga ne slišiš? Se ga ne, jaz ga slišim. Pa ga slišim čez slušalke, tako da po moje se sliši. Mislim, če te jaz tudi tukaj slišim, ste jih z luftom. Dobro, zdaj res spet iravaš, sem mal premaknil, pa ga slišim. Čeprav se slišiš, le tale. A zdaj pa noče. Zdaj ne vem, a sebe slišim ali tebe slišim. Oba ne slišim. Zanj sem pa, ko sem v predprejšnji epizodi, montažer, ki je dal tinnitus noter, sem pa pol poslušal, pa neki cajt nisem slišal tinnitusa, tako da mogoče sem cure za tinnitus najbolj. Pa, se pravi, mogoče tako, kot te slušalke, ki imajo, veš, da ti daje, to sem študiral, noise cancelling v bistvu. Ja, noise cancelling nisem se mogel spomniti. Frekvenca moraš najti, kjer ti tinnitus piska, bip, pa isto počeš pobutent pa je. Noise cancelling. Sem zdaj, kako bi to v app spravil, veš. Samo moraš imeti skozi slušalko v ušesu, da ti skozi piska. Se bi bil čisto vesel, veš. Tako za spat, veš. Čeprav odvisno za spat, ne. Preden, tako, zvečer ga slišam, čez dan ga ne. Zdaj ga slišam, če se skoncentriram na njega. Če se umiriš, ga slišiš. Polka je tišina, ok. Ja. Pol začne piskati. V bistvu mogo imeti pač nek tak level, ki ga ti, veš, da ga trajbaš, da frekvenco probaš loviti. Ja, da ti mena frekvenca in pol, da ga ti na roko, veš, da in je to. Ja, pa on že predlaga, glede na uporabnike, da veš, ti že predlaga, v bistvu frekvenčni razpon že sam nekako zoža tam, kjer je največ primerov, ne? Tako je, tako kot te, ki imaš, veš, kako ti sugerira za superga, veš, To, sam ga zatiri tu. Ja, če imaš pa Nike, največ imaš, 42, največ je telega modela kupil, 43. Ja, vse to so podatki, ki bi jih človek pol imel v aplikaciji. Da obstaja prav. Mislim, da doktori vejo, na kateri frekvenci bi to. Evo, $1 milijon. Najbrž je nek. $1 milijon redijo, mislim, da se je to dal. Ja, to se bi zihar dal. Jaz mislim, da se bi dal. Po mojem. Mislim, vse so herci, od, ne vem, če imate to vsi, recimo, na približen isti. Ne glede na to, da smo ugotovili, da je tega kar nekaj. Ne? Miha Rekar je povedal v Discordu, da je 6%. V bistvu. Tako da ne, če bi... A misliš, da so raziskovali? Rekar, ti si programer, to bomo mi zrihtali, da je ne tinnitus. Rekar, dobičujemo se tinnitus. Ne se on sprogramiral, rede. Ne, se pravim, se slišimo. Beta tester. Ne, pa tudi, po moje, mislim, a misliš, da delajo raziskave na tem, kje je ta razpona, veš? A so to že delali? Mislim, bi bilo logično, ampak. Ja. Mislim, za kvažu vse so delali raziskave, če še niso za to delali, pa to je belti. To je res, verjetno so. Tako da Dobar, nač. Ja, še mal pa rešitev. Kako sta se imela ta teden? Pa ja. V redu, ne. Veš, dnevi gre tako hitro, da ne vem, kje se držim, pa včasih se sam sebe srečam, ampak čez teden pa pol, ker gre. Veš. Za volanom najbrž. Zmer manj, ampak odštevam dneve, ko bom hodil v službo peš, to bo res moja psihika. Si mogel otroke pol voziti popoldne. A sem ti že uničil za muzanje. Takrat bojo že toliko stari, da šli sami. Velik bo že toliko star, da boš lahko sam, čeprav malo bo še treba, ampak ajde manj. Ja, imaš prav. Dobro, ajde. V službo pa ne treba. Saj ena vožnja manj. Ja, to bo pa super. Oziroma dve, ja. Kaj pa nazaj. Odlično. Pa še neki za okolje, pa se to naredimo. Ja, pa še, veš, kukor je rekel, Josip Jupiter v Piki Jakobu, peš hoja koristi zdravju. Tako. Sicer, če povemo to izven konteksta, se sliši lepo, ampak moramo povedati, da jih je vrgel z avtobusa. Kukorkoli. Piki Jabko bi pa vozil. In je bil vso kriv. Ne škodi, v redu je. Kva, avizal, kva? Yes, dajmo.
Ja, zdravo. To je podcast o štobrskem vodniku po galaksiji. In že nekaj sezon bolj o življenju v vesolju in sploh vsem. Kljub temu, da smo včasih divji netočni, smo tudi danes Aljo, Peli in Zi. Hvala za podporo, ocene in ker ste vsak teden in tudi ta teden z nami. Lahko pa za nas poveste še komu, vsak glas šteje. Pa avtobus tudi. Ja, itak. Mislim, če poveste avtobusu, še boljš. Ja, valjda. Ja, mislim, ne se dreti, ja, pa tudi, derte se po avtobusu. Če pa še posnamete to, pa nas tegate na Instagramu, bomo definitivno retweetali. Bomo šerali, kako ste na enki. Hej, folk, ta podcast je najbolj. Je ful dober. Dajte. Ni treba najboljši. Ne upate. Jaz sem ne upate. Ja, misliš, da bo to delalo? Misliš, da gre pregunga ozvočenja? Da bi že kar šofer to dal. Posebno obvestilo. Ne, da bi ponedeljki zjutraj, da bi bili tako za opravičujemo se. Ja, to je pa dobro. Da bi se z LPP-om zmenila, veš, da... LPP, če poslušate. To je pa epizoda poslovnih idej. Najprej app za Tinnitus, zdaj pa... To bi šlo po mojem odnaru. Ne, pa se, a veš, se lahko tudi druge podcaste v petek je lahko, da ga da zaradi mene. Naravno, smo že v ponedeljek. Zarolaš vse, pač voziš se pa in poslušaš podcaste. To bilo to. Super ideja. Lepo pa, dajmo prosim. Dajmo se zmeniti nekaj. Dajmo se zmeniti. Podcastov je veliko, naredite nekaj. Tako. Dajmo, imate ozvočenje gor, kad takrat gospa pove nekaj, takrat se prekine. Pa spet naprej. Bližamo se postajališču, vrhovci. Ker tega ne počela, veš, da je pol noto podcastu, daš bližamo se postajališču. Vrhovci. Pa vsi na vrata. Dragi poslušalci, če to poslušate na LPP-ju, ne, prosim, ker ste v Medvodah. Ampak LPP... Dajmo se slišati. No. Ja, to bi bilo. To bo zelo dobro. Pokličite. Pokličite. V prejšnji epizodi, kaj je bilo, na avionu sta bila. Ja. Pa gospa je sprašvala, kva sta za ena. Ja, če kaj letita, če dost letita. Če dost letita, tako. Ljudska pa nič kaj tazga spektakularnega. Seveda se je, kaj. Končno smo zvedeli naslov, ki so te stvarnikove besede. Dobar, ni netočen, divje netočen naslov. Ampak. Ne, čisto točen. Bil je točen, bil je malo konfuzen je bil, to hočem reči. Mislim, hotel sem uporabiti divje netočen. Še dobro, da se je spomnil. To se je zelo dobro spomnil. Ja, mislim, ala mu vera. To je res. Ne rab notesa. Ne rab. Ker jaz, recimo, se od prejšnjega tedna, pa ni to kcajta minilo. V mojem časovnem obdobju je minilo samo 23 minut, od prejšnjega tedna pa sem že pozabil, kjer odsek je. Spomnim se samo, da je odsek. Kuku 7 je gama. Sam sem že poskrolil. A jaz si že, to je jaz kar z glave. Spet. Če je slučajno v tem tednu, smo poslušalcem zaupali, če je že kdo tam bil, slučajno, če je šel pogledat kakšne slikce, ne pošle, ne? Ja, seveda, nujno, absolutno. Ne vem, če smo rekli prejšnji teden. Ne vem, če smo rekli... Če všel kdo pogledat te besede, pa to. Ja, bi bilo več kot z veseljem retvitamo, pa objavimo posod. Ok, to je to. To je to. Kvarnik. Ja, Kvarnik, pa pojmo v 35. poglavje. Zdaj pa počasi že konc, ne? Jaz sem videl, da je skoraj 90% knjige že. Madonna, bili smo že. Saj sem rekel, veš, dnevi grejo tako, tedni grejo, meseci grejo pa še hitreje, knjige grejo pa ful hitro. Ne, let gre tik tako, samo od plače do plače neče. Sam tist se ful počas premika pizane in to je ta relativnost časa. Ker smo pa glih pri tem, pa hvala za seribe.si, hvala vsem, ki nas že podpirate in tudi tistim, ki nas še boste. Inflacija je bila 10%, tako da prosim, da upoštevate. Pejmo raj v Arturjevo hišo, kamor sta šla tudi Fenčerč pa Artur. V zahodnem kraju, ne, na zahodnem kraju,
Na zahodni. Se pravi, zdaj vemo, da je zahodni, južni del Anglije in sem šel. Je to West Side ali mogoče to? Ne, prav se reče. Če pogledaš v originalu, jaz sem šel pogledat samo 2 meseca nazaj, ker sem prvič spet bral. Pa sem zdaj pozabil, ker scenarist, pa glej ga zlomka, ni tega, mislim, nisem mu dal kot nalogo, da razišče in ni. Ampak takrat sem se spomnil, da je bilo. Treba pokazati. Sem res, ja. Za vse sem sam. S prskom po monitorju, tle kliken. Da razloži, pustimo. Zahodni, južni del Anglije, to prav ta gričevna tlep in tam je ta hiša in pač je. Je lepo. Lepo je. In je tudi čist blizu tam, ki je Rob McKenna doma, ki vemo, konkrej. Tako da vse se nekako zdi. Pa avte se tudi. Tudi, valjda. Dobro. Ja, ne. Artur pa Fenčer sta pa resno vzela to iz prejšnje epizode, da bo ta šla, ne, in sta stlačila par brisač pa še neki robe v ruzak, ne, in pol začela počenjati to, kar štopar počenja večino svojega cajta, ki se spravi štopati. Ne. Ja, več ali manj čakaš. Ne. Še posebej, če vesolje, štopom vesolje verjetno še bolj čaka. Mislim, že v Kopar je kar jeba, sploh v teh cajtih, ker štopanje ni več tako popularno. Zdaj le 14 dni nazaj, ne? Ja. Je pa kar dosti robe neki okoli frčala, ni? Ali kaj, se je dal poštopati? Ja, točno, ja. Ja, to je glih ta cajt bil, veš. Glih ta cajt je. 14 dni po retrogradnem Merkurju bo NLP radi pridejo. To pa nisem vedel, to je res? Ja, to je znano. To je znano dejstvo. Piljevo dejstvo. Takrat, ko pridejo vesolci, je 14 dni. Ja, 14 dni po retrogradnem. A je to approved by Briški? Če ni approved by Briški? Zdaj to se moramo pa kje usesti, pa dobiti pa malo pomen. Odprto vprašanje, če verjetno ne poslušate tega briljantnega podcasta. Nataša, povej mi, kako je s temi... Če januarja sneži, februarja NLP prileti. Ali nekaj v tem stilu. Ja, tako je, a veš. Ja, v tem stilu. Poprati. Tako je. Ne, mislim, kukar moji viri trdijo, da temu je tako. Z lahkoto trdim, da je bil retrograden Merkur, ko sta Fenčerč pa Artur čakala. Ker, a veš, jih še ni bilo, ne. Ja, saj ne tok, ne. Čeprav, dokaj kmalu se nekaj zgodi, ne. V bistvu Artur pove, da je njegov prijatelj še čakal 15 let. To najbrž Fenčerč ni dal z nekim optimizmom, ampak avtor ne poroča o tem. Kakor smo se naučili neki poglavji nazaj, je to del tega, kar se reče urednikovanje, da vsake neumnosti pa le ne daš noter. Zato imate pa podcast na to temo. In pol razloži, da je to neki Ford Prefect in se je v bistvu spomnil se na Forda prvič po dolgem cajtu. In še bolj kot to, da se je spomnil na njega, ga je presenetilo to, da je mislil, da se mu to nikoli več zgodilo. Ja. Ga je mogoče malo pogrešal že, bi človek rekel. Ja. Mogoče. Ja. A ti res divješ to se. Ja. Mogoče. In glej ga zlomka. In pa sem se nasmejal ob naslednjem odstavku, kjer piše, da je naslednji dan so bili v Cajtangah 2 novici. Popolnoma neverjeten pojav letečega krožnika in vrsta nepopisnih izgredov v krčmah. Ford Slučaj? Ford je nazaj, evo ga. Ne verjamemo v naključja. Mislim, to so taka naključja, to, da se je iz enih, ne vem, enoceličarjev v morju razvil v to, kar imamo zdaj. Kar imamo danes, to je približno tako, da Ford preleti. Sam Ford si je vzel še en dan cajta, ki je še malo popival in pol šele naslednji dan prišel. Ja, če se mora malo sprostiti, ne. Ja, ne. Pa ni prav dobro zgledal, kaj je prišel, ne. Zelo bolane zgledal, ne. Ja, ta je bila lepa. Ne samo, da bi ga povlekel ritensko skozi živo mejo, ampak tako, da bi hkrati povlekel še živo mejo ritensko skozi kombajn. Skratka, res ni dobro zgledal. Ja, v poteku se je in res ni bil v redu. Ampak, rekel je, da je tale
prostorski premik, da ga je to zjebal, ne to, da je popival 2 dni ali koliko. Kanor. Ale, potovanje zahteva celega človeka, ne, vesolsko. Ja. Ja, se to sta imela že takrat probleme, ne? Veš, da si mal... Ja, in v bistvu imel zelo velike probleme z, Že sam potvajne ti da mačka, ne? Če pa poše po teh kafanah se vlačil, pa itak je... Ja, dva minusa data samo v matematiki plus. No, ampak tukaj je še nekaj drugega, poleg vsega tega. Ne? Ja, pri pijačevanju je to zmer minus. Ja. Sam večji minus gre. Pol bank tudi. Kukor je nekdo, nek moder mož rekel pred nekaj epizodami, dno nima dna. Si hotel reči, da je bilo še nekaj, se pravi, to, kar si predrekel, prostorski premik, ni bil samo navadno potovanje. Je bilo še nekaj več. Še en minus zraven. Ja, še kar množili so se te minusi. Ja, ampak pol hoče neki, ne vem sicer zakaj, ampak hoče neki Arturju povedati. Ja, ne, a ga Artur vpraša, kako je bilo. Ja, ne, se on ga je klical vas cajta, veš. Aj po telefonu ga je klical. Tako je po telefonu klical, ne, pa je mogel pa zgleda prijat, ne, če se Artur mislim, neke težave imel, ne, s telefoni, ne. Ja, točno, ja, vse to je bilo, ja, da se Artur najavil, on je pa ne klical. Njemu pa z ladje niso pustili, da bi poklical na ladijske stroške, ne. Tako, ja. Bil je pa pri enemu temu trgovskemu potniku ali neki, ne. Zdaj smo zvedeli. Tako, ja, pri tej sirijski korporaciji, ki je... On je nove trge odkrival v bistvu za njihov ukrep. Ja, tiste je bila lepa, ja. Da v bistvu po vesolju krož in išče nove trge, da bo sirijska korporacija prodajala svojo škartrobo. V bistvu tedi franšizo. To, ki je res teh usporednic s tem našim svetom, da je to nekaj neverjetnega, mislim. Ne, še boljše, ker je še šala vmes, da civilizacije, ki pa še niso toliko napredne, da bi lahko ta krep konzumirali, jih pa umetno jim pospešijo razvoj, a veš, da pridejo do te stopnje napredka, da lahko imaš ti tedije pa te stvari, a veš, da imaš pol 1073 vrst slušalk, ki jih res nujno rabiš, a veš. Vse so glih enak za načal. Zdaj se mi zdi, da ti sprašuj zelo grdo. Ali pa kik, ali pa whatever, veš, vse to, no, te, to, kar imajo od, ne vem, od zobotrebca do oblek, pa ne vem, vse, papelnike, pa zmerno te papelnike, a veš, ki se vrtijo. Te retro, ne vem, prav ful imajo fetiš, vsi te šopi. Ja, mislim, korporacije kadilc, ne vem, mi dva nismo kadila, tako da ne vem, a je kakšen rajc s temi meni so všeč, pa ne kadim. Je, sam so pa zoprli. Meni so všeč, pa ne kadim. Ja, no. Bi ga kupil. Osemko, ne? Ja. Osemka more biti. Najbolj ni nujno. Meni ni nujno. Najbolj če kugla, ampak ne, to je top. To bi takoj kupil. Sam veš, kaj je problem? Ker hudič se, sirijska korporacija ga je naredila. Čeprav je ta v našem primeru je Kitajska, ampak je bi ga. Pač to dela sam 23krat, pa že malo crkuje, pa za usta. V bistvu kako že svojo nesmiselnost skrije, ali kako že za... Ja, čas je... Ta je bila fajn. Aha, ja, vidiš. Da nas občutek zmagoslavja ob tem, če smo katerega pripravili do delovanja, prav zlahka zaslepi, da ne prepoznamo njegove temeljne neuporabnosti. To je to. To so ti proizvodi. To so ti proizvodi, ki res najbolj nujno jih ne rabiš, ampak so res kul. Ja. Veš, za tiste 4krat. Tako. Pol pa... Rabaš. Ker smo bili v Uniji v Mari, ki nisem pospravil, že odkar smo se preselili iz Trzina 7 let nazaj, je en tak papelnik, ki je tam odzad. Pa sploh ne vem, zakaj je, ampak je, a veš. Ne? Kupil sem ga, lep spomin imam na to, da sem ga kupil enkrat. No, pa da ne dela. Tako da ja. No, in Ford je pa očitno hotel narediti neki zelo divji plan, da bi v bistvu... Kako ćemo to razložiti?
da bo na kant spravil modela. Ja. Malo smo šli na K. Na živce smo šli. Na živce smo šli. To je malo iz hiške spravili. Ja. Mislim, treba je povedati tukaj, da je bil še zelo blazno, je bil zmeden. Ja. Pa zoparan tudi malo. Mislim, Ford je bil. No. Ja, ampak tako res orang Ford. Ja, zmačkan, z luknjami v spominu. Se ti tudi nisi prav simpatičen, ko ga zdaj spomnim, pa jaz mislim, da tudi ne. Ampak zmačkan. Ja. Do te prvega pera se tudi je zoparan. Če se pa še čevapi zraven, se bi pa karošta pa. Je lušen. Veš, nisem še tam. Ja, no, glavno. Ja, ni bil glih prse, pa tam po enem stolu je skakal, ki je hotel Arturju nekaj pokazati. Skratka, samo Artur se ga je že navadil, ne? On je s tem zen pristopom. Ta je bila dobra, ja, ker je razložil, kako. Ne? Da te spokojne obraze mena. Ne? Ja, da jih meče enega za drugim in da se ne zmoti, Ford pa pač ne. Že nekako pretrpi. Da drugače ne moreš z njim operirati, ne? Sam glede na to, da se dolgo cajta nista videla, jih je imel kar veliko na zalogi, ki mu je res dobro šlo, kljub temu, da se je Ford full matru, da bi ga skišče spravil. Ker so bili vmes neki križevi hrustanci, pa paprika, pa, a veš, kavo ga je pel, mislim, na teru kuhati, pa mu je rekel... Prej mu ni pasala, da mi kavo skuhaj. Ja, pa ni hotel kave, pa je spet hotel kavo, mislim, čisto zmeden je v glavnem. Ja. In mu mes še prav, da prostorski premik je smrt za odvisnike. Se pravi, ko tole bo, jaz nam šel. Mislim, ne grem prej. Ne jem prej proba. Mislim, prijatelj odvisnika, pa prijateljca, pa ne poroča. Ja, no, v glavnem. To je brka, ne to, Ja. Ja, ne dolg in širok še razlagal, kako je s telefonistko, pa bla, bla, mislim, bla, bla, bla. Ja, no, vse, če je res, no, če ne. Veš, če je mogel prek centrale jeti, ne, pa je pač teti razlagal, odkje kliče, ne. Da je v Plejadah, ne. Ja. Pa da je tudi marsikero stvar zamolčal, ne. Da je tudi ni povedal, si predstavljam. Ni povedal, da je malo neumla ali neki. Ja. Da najbolj nima pojma, kje so Plejade. Ni nam zaupal, na kateri točki je ona odložila. Ja, je rekel, da je odložila, ja, točno, ja. Ja. Kaj ga je Artur vprašal, ne, kvaj pa pole rekla, ne se je odložila, veš, ni slišala do konca. Ja, ne, in po vseh teh kolobocah se je spomnil, kaj je dejansko naredil. In to je bilo to, da je rešil civilizacijo, kot jo poznamo, ne, v bistvu, a veš. S tem, da je onemogočil unga trgovskega potnika, pa ga zaprl v Cryogenic Chamber, pa poklical na njegove stroške na zemljo in upal, da bo bankrotirala sirijska korporacija zaradi tega. Mislim, mogoče je bil, mislim, malo optimist, ampak je pa probano. Stick to the man. Probaj ti v Srbijo poklicati, boš videl, boš bankrotiral, ne boš. Ja, kamoli še, če bi v Plejade klical stari. To je intergalaktično, stari, veš, kakšna tarifa je to? Pojebeti. Ker še nimamo teh sporazumov podpisanih. Ja, ne, pa še nismo se poenotili, da imamo galaktično unijo, pa to. To zihar je. Ja, mogoče samo mi ne vemo, veš, ker ne pridemo do Alfa Centauri. Ja. A veš, če je bil Zapad predsednik galaksije, ne? Ja. A veš, pol najbrž obstaja neka zveza, če ima svojega predsednika, ne? Najbrž ja, sigurno, ja. A veš, tako da ja, mogoče sami mi nismo člani. Ja, sej, ja, če nismo še prišli do Alfa Centauri, kjer je ta zadnji krajeni urad. A veš, mislim, sej, ja. Kdo bi jim zameril, da nas še niso sprejeli? Lepo so rekli, ne, če vam je izpočasti, da hodite, ne. V bistvu je Ford je zajebil civilizacijo. Ker če bi prišel model od pospeševalc prodaje od sirijske korporacije, bi nas malo pospešil, a veš,
mi imamo ta krem. Krem že imamo, ja. Ne se rad posprašujete. Druge korporacije to delajo. Ja, imaš prav. In gre pa kar dober, ja. Blazen dober. Živijo moj papelnik. Prvo sliko, ki bom pa ga dal na Instiča. Ja, v glavnem. To je to, ne? To je to. Scenarist je napisal na koncu poglavja, da scenarist daje odpoved. To poglavje je lilu, kot Ford. Tako da očitno. To je pa zdaj zanimiv twist, ker očitno se je on sam odpovedal. Tako da, drage poslušalke, poslušalci, pred počino obveščalnikov še posebno obvestilo, iščemo novega scenarista ali scenaristko. Skupaj z Rodijem. Mislim, ni nujno, da je ista oseba. Če pa je, pa tudi ni narobe. Tudi nič narobe, opravičujemo se Afna z Vplcom. Zdaj pa počino obveščali! Moram reči, da tukaj je bil Ford ves zmeden. V tem poglavju sem kar vesel, da je nazaj. Doktor Roman Svenčeč pa z Arturjem je šel že. Mislim, vse vmes so bile dobre fore, te zobotrebci pa to pa, ne, a veš, samo vmes je bilo pa tudi malo kar. Malo je mogoče. Že malo sedel na živce. Ja. Mogoče je avtor malo raztegnil tole zadevo. Bomo pa rekli, da nas je tudi opozoril, ne, in da bi lahko tudi preskočili do zadnjega poglavja, ki je ta prav štosal, kako je že rekel. No, ampak veš, pa ne veš, a sem zamudil tam, ko sem preskočil, a veš, pa se pa tako sprašuješ. Ja, saj to je ta zdaj kultura, ki jo imamo, a veš, FOMO pa to. Ja. Točno to. Takrat tega ni bilo še, ampak. Ja, vsi, očitno je to, ne, prav stara stvar. Ja. Je tako le. Najlepša hvala, ker nas poslušate čist do konca epizode, v kateri smo zvedeli, da je Ford Perfect hotel poklicati Arturja po telefonu, pa se je mogel pa kar uglasiti. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate ali pa poveste še komu za nas. Bravo. Res. Z nami lahko debatirate na Discordu, opravičujemo.se pošiljnice Discord in na družabnih omrežjih, kjer smo posod Afna, opravičujemo se. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Komada tedna nismo imeli, dobro. A res? Ja. A so se kaj komado tedna pogovarjali, kakšen tak? Sploh ne. Prav nič? Nič. Kaj pa bil komad tedna? Kakšen teden ga pa tudi lahko ni. Vsega že 14 dni nazaj ni bilo. Je bil, ne smo se pogovarjali? Ne, to je bil prejšnji teden. 14 dni nazaj ga ni bilo. Je bil? Ne, takrat, ko so bili tale prometni zamaški. Pa bi bil lahko crosstown traffic. Mislim, že skoraj mogel bi biti. No, za nazaj damo, za un teden damo crosstown traffic. Za ta teden bomo pa premislili. Mogoče še 14 dni vam ga javimo. Ja, lej, čas je zajeben reč. Svet je to relativno, ne? Dobro, ajde. Hvala, čau. Adios.